Živijo! Spet sem z vami, Miha Erič. Dobrodošli v spletni učilnici Zavoda Burje, kulturnega projekta Kulturni zeko. Tokrat se bomo učili tiska z matrico in prešo. Kako odtisniti matrico na papir s pomočjo grafične preše. Matrico smo že izrezali in sedaj je na nas to, da bomo to zadevo tudi odtisnili. Namažemo jo z barvo, namočimo papir, naštimamo pritisk preše in potem vse skupaj zarolamo čez tale dva sladka jeklena valja. Bomo kar začeli, matrico postavimo na podlago in potem enostavno z takšno lopatico razmažemo barvo na površino. Zdaj, idealna površina, ki jo uporabljam za mene, je brušen poliran granit in seveda tako lepo razporedimo barvo po tej površini. Nato pa si pomagamo še z gumijastim valjčkom. Barvo razvaljamo v vse smeri. Ko barva začne, po domače rečeno, smokati, potem vemo, da smo dali ravno pravšno količino barve. Če bi pa preveč smokala, da bi čmok, potem pa bi seveda bilo preveč barve. In potem, ko pogledamo barvo, ko vidimo, da je v bistvu površina ravna, začnemo nanašati barvo na matrico. Začnem od mene stran dejansko in potem matrico tudi obračam in probam barvo takole razvaljati vse smeri. Ključna je svetloba, ker svetlobo si lahko pomagamo, da vidimo, kje se je barva prijela in kje se ni prijela. Tam, kjer se je barva prijela, je matrica videti mokra, bolj vlažna. Če se kakšna smet prime nezaželena, jo odstranimo. Matrica deluje namazana. Tako da, zdaj pa seveda pritisk sem si že predhodno naštimal, uredil. Matrico položim na želeno mesto. Označil sem si, da bo matrica prišla približno na sredino formata. Pomembno je tudi, da si pustimo prostor, kjer se podpišemo s svinčnikom. Ker vsak odtis se vštevilči, se podpiše ročno s svinčnikom. Kater odtis, koliko je serija številčna. Sedaj pa smo pri papirju. Papir lahko namakamo v kadeh ali ga pa po mojem ekspres fast food hitrem sistemu namočite s tole špricalko z obeh strani, ampak seveda tista stran, ki se bo tiskala, tisto stran seveda popivnam, da ni kapljic na papirju. Papir močim zaradi tega, ker lepše prejme barvo iz matrice. Se pravi, papir se tudi upogne, prilagodi matrici in lepše posrka barvo nase. Če je ne bi močil, bi bila grafika oziroma odtis bi bil bistveno bolj siv oziroma ne bi bil tako črn. Zdaj pa seveda s to prijemalko primem papir, da ga ne umažem. Matrico si pripravim v bistvu, da lahko pridem do nje s tem papirjem. Evo, nacentriram gor. Evo, zdaj pa vse skupaj zarolamo čez. Da vidimo, kaj smo naredili, ker prvi vtis je zelo pomemben. Ponavadi prvi vtis ne rata vedno, ker je vse odvisno od vlažnosti papirja, od pritiska preše, ker prešo vsakič nastavljamo na novo in pa seveda od tega, koliko barve smo namazali. Lahko rečem, da je vtis zadovoljiv. Mogoče celo malo preveč namazan, ker je rahlo že barva prevzela gravuro. Tako da, evo, to bomo pa zdaj dosegli še optimalen vtis, 100% z naslednjim vtisom. Tiskaš, dokler ne stiskaš. To je to. Poskusite sami. Pojdite v Obi, Bauhaus oziroma katerokoli trgovino, kjer prodajajo linolej oziroma topli pod, talno oblogo. Ne bojo vam prodali manj kot 1 kvadratni meter, morate sigurno vzeti, ampak vi boste sigurno to porabili. Kupite in potem si izberete velikost matrice, zrežete si od tega formata matrico, naredite en motiv, ga zrežete, potem pa tiskate doma. Tudi če nimate preše, lahko tiskate doma z uporabo mize, se pravi, date namazano matrico na mizo. Pod matrico seveda lahko date papir, da ne umažete vaše jedilne mize. Potem pa papir date na matrico in s kuhinjsko žlico lepo v krogih gladite papir na matrici.
začnete iz enega kota in greste potem v drugi kot. To delate v bistvu s krožnimi gibi in pa seveda pomembno je to, da matrico dovolj dobro namažemo, ker če boste dovolj dobro namazali, potem ne bo prišlo do zdrsov, do premikov. Če ne, se bo seveda podoba videla dvojno. Hvala, ker ste bili z mano v spletni učilnici Zavoda Burje. Čim več ustvarjate, poglejte si še druge prispevke, druge videe, bodite sproščeni, radi imejte soljudi. To je to. Jaz bom pa zdaj trenutno druge opravke. Uživajte!